Spoštovani, upam, da ne pretiravam, ampak res izjemno počaščeni smo vsi, ker nas je tukaj za tem omizjem, da nas je družina našega prijatelja Lovra povabila, da smo prisotni, da povemo nekaj, par besed vsak o Lovru. Lovro je umrl, sedaj bo kmalu že pol leta nazaj. Sam bi rekel, da ga pogosto pogrešam, zlasti, ko kaj prebiram, ali dnevnega, ali bolj znanstvenega. Manjka nam res, zlasti zdaj, ko ga ni več med nami, je ta odsotnost opazna in bo vedno bolj boleča. Družina Lovra se je odločila, da zbere nas, in to je sijajna priložnost, velika radost. Nas, ki smo bili kot prva generacija ustavnih sodnikov na ustavnem sodišču z dvema našima mlajšima kolegama iz naslednjih generacij, ki se nam pridružita. No, tako da bomo lahko z večgeneracijskega vidika obujali te spomine. Sam bi pa vendarle spomnil na to, da je Lovro Šturm bil v okviru ustavnega prava in ustavnega upravnega prava res edinstvena, nepozabna osebnost. Zakaj? Ker sodi v tisto prvo generacijo ne učencev, ampak tistih, ki so nadaljevali in nadgrajevali delo Lado Vavpetiča. Sem bil sošolec od Mitje Vavpetiča, zato se opravičujem za ta spodrsljaj. Maksa Šnuderla, Leonida Pitamica, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, skupaj z svojimi kolegi, in je tvoril pravzaprav tisto najbolj energično, intelektualno, močno ekipo, ki je ustvarila tudi današnje ustavno upravno pravo, ne samo kot znanstvenik na ljubljanski pravni fakulteti, ampak tudi na Novi univerzi, zlasti pa seveda kot minister za pravosodje in pa kot ustavni sodnik in predsednik ustavnega sodišča. No, njegovo delo je osredotočeno na upravno pravo, na javno upravo, z vidika mednarodnih in ustavnih poudarkov. In bi lahko rekel, da je nekako časovno gledano osrednja osebnost, ki je nadaljevala delo profesorjev Pitamica in Vavpetiča in je predala to štafetno palico sedanji, še vedno dejavni generaciji Toneta Jerovška, Janeza Čebulja, Kerševana Erika in drugih, ki pravzaprav bi osebno vendar rekel, pogrešajo neke integralne vodilne osebnosti, kakršna je bil Lovro Šturm do nedavnega. No, seveda bi lahko nanizali, ker to ni znanstveni simpozij, ne gremo v neke strokovne podrobnosti, številne, tu bi predlagal kolegom, osebne reminiscence na prijatelja in kolego Lovra Šturma, vedno z vidika tiste vloge, ki jo je on imel pri ustvarjanju svobodne Slovenije. Janez Čebulj, izvoli. Ja, hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Tudi jaz se zahvaljujem za to čast, da sem danes lahko tukaj. Namreč začel se je junij in danes, oziroma ne ravno na današnji dan, ampak
če bi bil 1. junij, bi bilo to na današnji dan, ne, pa smo 5. Sem jaz pred 41 leti pri profesor Šturmu opravil izpit. In takrat sva se pravzaprav prvič srečala tako iz oči v oči. Predtem seveda sem ga srečal v predavalnici, ampak tako, da sva sedela en nasprot drugega, je bilo to takrat. In ta izpit sem opravil in potem me je on povabil še k sebi v kabinet po razglasitvi rezultatov in me povprašal o mojih načrtih. No in tako se je v bistvu začelo najino sodelovanje. Tako je pravzaprav se profesor Šturm iz mojega profesorja prelevil ali pa postal tudi moj mentor, tako na magisteriju kot kasneje na doktoratu. Zdaj, morda je ta vidik, zato sem se tudi odločil, da bi danes kakšno besedo o tem vidiku njegovega proučevanja, raziskovalnega dela spregovoril, ker se mi zdi, da je morda nekoliko včasih pozabljen ali pa nam vsaj nekako uide iz glave. Profesor Šturm je doktoriral pod mentorstvom profesor Vavpetiča leta 1965. In sicer leta 1965 je doktoriral na temo kibernetski model javne uprave. Ne? Takrat seveda kibernetski model javne uprave ni bilo nekaj, kot bi danes pravzaprav govorili, če bi govorili o informacijskih tehnologijah pa njihovi uporabi tako v upravi kot tudi v sodstvu. Ampak takrat je bilo pravzaprav to neke vrste pionirsko delo. Ne? Če se spomnimo 35 pa 22, to je bilo kar precejšnje število leto nazaj, ko se je on začel s tem vprašanjem ukvarjati. In takrat je šlo seveda predvsem za avtomatizacijo, kot se je temu reklo, pa tudi že za uporabo, zlasti v okviru izvršilne veje oblasti, nekih metod ali pa nekih spoznanj, tako imenovanih takrat samouravnavajočih se sistemov. No, in zaradi tega je tudi profesor Šturm, to je pač moj zaključek, ne, nikoli ga pa nisem vprašal, me usmeril v enega od teh vidikov kibernetskega modela javne uprave. In ta vidik je pravzaprav zasebnost in predvsem vprašanje varstva osebnih podatkov. On se je že dotaknil tega v svojem doktoratu, tudi kasneje v različnih raziskavah in pa člankih. Predvsem je pa mene usmeril, da sem to temo obdeloval tako v okviru magisterija kot v okviru doktorata. In moj doktorat je imel potem že nekoliko bolj sodoben naslov. To je bil vpliv informacijske tehnologije na državno upravo. In uspešno sva ga zaključila s profesor Šturmom leta 1991. No in od takrat sva kar precej se ukvarjala tudi s temi vprašanji, ko sem bil pod njegovim mentorstvom tudi mladi raziskovalec na Inštitutu za javno upravo, katerega direktor je bil v tistem času, pa tudi kasneje še, se pravi, ta tema varstva osebnih podatkov je bila tema, ki ga je vedno zanimala in s katero se je pravzaprav vedno ukvarjal. In mislim, da je bil eden od tistih, ki je to človekovo pravico, varstvo osebnih podatkov, ne bom rekel vnesel, ampak precej prispeval k temu, da je bila vnešena že v ustavo še bivše Republike Slovenije pred osamosvojitvijo, in sicer mislim, da je bilo septembra 1989. leta so bili sprejeti ustavni amandmaji k tedanji ustavi
in v 44. amandmaju je bilo tudi, ali pa je bila vključena v ustavo tudi ta človekova pravica, se pravi varstvo osebnih podatkov. In on mi jo je en dan, preden je bilo to sprejeto, prinesel besedilo in rekel, no, kaj pa ti o tem misliš? Misliš, da bi bilo treba še kaj dopisati, popraviti? Potem sva še majhen zredaktirala, pa sem jaz rekel, kdo pa je to napisal, ne? Pa je on rekel, ja, to je bil pa Hammurabi, ne? Verjetno se spomnite, to je bil dr. Bogdan Oblak, ki se je precej z informatiko in tudi temi vprašanji ukvarjal, ampak veliko bolj znan je zaradi tistega projekta denarne enote Lipa in njegove nacionalne banke. No, ampak kakorkoli je k temu prispeval. In zanimivo je, da je v ta 44. amandma, ki je vključil varstvo osebnih podatkov v tedanjo ustavo, pravzaprav v besedilu praktično enako kot današnji prvi odstavek 38. člena ustave, ki to vsebuje. In to je bila tudi potem podlaga, da je Slovenija dobila zakon o varstvu osebnih podatkov še preden je bila sprejeta zdaj in uveljavljena zdaj veljavna ustava, ki ima pač to pravico precej bolj razdelano v 38. členu ustave. Se pravi, profesor Šturm se je, bi lahko rekli, prav nekako vizionarsko ukvarjal s tistimi stvarmi, s kibernetiko v javni upravi, ki so bile kasneje vključene zlasti v okvir upravnega procesnega prava, ne. Že takrat pravzaprav je vedel, kaj to prinaša, kaj prinašajo informacijske tehnologije, ki so bile seveda takrat še zelo v povojih, kaj prinašajo tudi za posameznika, kakšen vpliv bo to imelo na posameznika in se je že takrat začel zavzemati, da prav ta vidik zasebnosti postane tudi varovan kot človekova pravica. In ne nazadnje, vrsto let je na pravni fakulteti, ko je bil seveda član tudi upravne katedre in profesor, je tudi predaval predmet pravna informatika, ne, kjer so vsa ta spoznanja njegovega dela tudi nekako dobila mesto in iskala pot med tedanje študente. Tako, to je tisti vidik, na katerega sem jaz želel opozoriti, ker velikokrat, kar je seveda res, ne, in se ga omenja predvsem kot profesorja upravnega prava, pa materialnega upravnega prava, tudi potem ustavnih vidikov, ne zlasti v okviru knjige omejitve oblasti, ne, ampak tudi ta vidik mislim, da je tisti, ki ne sme biti prezrt. Hvala lepa. Hvala, Janez. Tone Jerovšek je bil, mislim, da predsednik Ustavnega sodišča neposredno pred Lovrotom, ne? Za tabo, ja. Za mano, tako da nas tri so šel nekako za neko sveto trojico, je rekel takrat. Hvala. Jaz vas bom stoje samo pozdravil, ker sem preživel nedavno 25 dni v Ljubljanskem kliničnem centru in vse, kar sem od tega zdravljenja odnesel, je omotica in vrtoglavica. Torej, profesorja dr. Lovra Šturma, zdaj bom naprej govoril o Lovru, se spominjam iz mnogih dogodkov, mnogih primerov sodelovanja. Prvi pa je bil verjetno leta 75 ali 76, ko me je povabil, ne da bi ga poznal, da bi delali na neki raziskavi o delovanju samoupravnih interesnih skupnosti. Šel sem na nek sestanek in tam so bili dr. Rajko Pirnat, takrat še ne doktori, pa Trpin, pa tudi danes tu navzoči kolega Ulup, ki so bili v ekipi, ki naj pripravimo ta tekst in smo ga res pripravili. In zdaj tukaj takoj pokaže ta odločnost profesor Lovrota. To ne
cincanje. Torej, povejmo stvari, resnico in to v obraz. Namreč, ko smo tekst predložili in smo tam debatirali, je on rekel približno tele besede. Ja, kolegi, ta sistem je preveč atomiziran, da bi se lahko kdajkoli tudi uveljavil. In sem trdno prepričan, da njegova življenjska doba ni dolga. In res ni bila, se veste. Sicer se ga pa spominjam tudi iz pravne fakultete, ker mi je celo zapustil pol pisarne svoje, tako da sva bila nekaj let v isti pisarni na pravni fakulteti. Mi je rekel, jaz sem imel na drugi strani hodnika najprej in je rekel, a ni tam zelo vroče, sem povedal, blazno vroče. Je rekel, prejdi na to stran, na Ljubljanco tja, tu je boljše. In sva potem tam bivala, tudi že po upokojitvi sva še imela pisarno, on jo je bolj pogosto obiskoval kot jaz. Ampak pustimo zdaj to. Lovro je bil mož besede. Lovrota bi lahko označili z eno samo besedo. On je bil res gospod. Gospod profesor, gospod sodnik, gospod minister, z odločno besedo, z neslepim mišljenjem in tako je ravnal v odnosu do študentov, ki mi je predaval, tako je ravnal v odnosu do nas kolegov na Ustavnem sodišču. Tu je zavzemal jasna, včasih trda stališča in seveda praviloma uspeval, mnogokrat res sicer z odločanjem 5-4. Povem en sam dogodek iz tega časa, zdaj nimam časa opisovati dejanskega stanja. Ko smo dobili neko ustavno pritožbo, ki se nanašala na odločitve povojne revolucionarne oblasti in se je nanašala na Titove uredbe, je Lovro predložil tekst, ki je nekaterim zamrznil možgane, nekaterim pa skoraj ustavil srce tudi v naši ekipi. Rekel je, Tito po takratnih predpisih ni imel zakonodajne oblasti, zato so to akti revolucionarne oblasti, ki nimajo nelegalnosti in nelegitimnosti. In tako smo tudi odločili. Odločba je objavljena v Uradnem listu. Drugo, spominjam se njegovega ravnanja v smeri pravičnosti, potem v smeri tega, da bi državljani lahko res uveljavili svoje pravice, ne? In kaj se dogaja z našimi odločitvami v upravi, v sodstvu, v Vrhovnem sodišču, na Ustavnem sodišču, na Upravnem sodišču in tako naprej. In ko je bil minister, je videl, da se zadeve ne rešujejo. Ne? Pravica odložena, pravica odložena. In on se je odločil, da pripravi zakon, ki smo ga poznali pod pojmom Lukenda, nekega rudarja iz Trbovlj, ki je ne vem koliko let čakal na odločitev neki svoji pravici, pa je ni bilo, in je potem predložil tudi zakon o varstvu pravice do sojenja v razumnem času. Ta sistem še danes deluje, tako da ne greste na Evropsko sodišče, kar takoj, ko ni odločitve, ampak da greste najprej na naše in potem, če tu ne uveljavite, še imate zmeri pot tja gor. Potem je pa zelo pomembna Lovrotova, zelo prizadevna so Lovrotova prizadevanja za popravo povojnih krivic in za razkrinkavanje dejstev, ki so bila, ampak se o njih ni smelo govoriti. Vi se boste spomnili, da je on izdal knjigo Brez milosti ranjenih, invalidov, bolnih, povojnih ujetnikov, ranjenih domobranskih vojakov, v kateri je razkrinkal, kako so 88 ljudi iz Moščanske bolnice, mislim, da je bila kasneje to vojaška bolnica, odpeljali v Konfin, tu v prvi vrsti strokovnjaki za to sedite, kjer so jih umorili. Knjiga govori torej na
primerih, kaj se je dogajalo leta 45, 46 in naprej. Potem bi se mogoče spomnil razprav v našem ustavnem sodišču, ko je ugotavljal, da je interpretacija prava tudi ob nekih razumljivih normah popolnoma deplasirana in da je treba vzpostaviti neke kriterije o pravni razlagi. In on je razbil torej, čudovito razpravo o sorazmernosti, ki jo še danes uporabljajo vsa sodišča kot brevir duhovniki. On se je zavzemal za torej jasno interpretacijo, ne pa za politične momente, ki so v vsakem obdobju vsakega sodišča in vsakega organa obstajali. In vedno je opozarjal, mi odločamo kot pravniki, mi imamo pravno razlogovanje. Politiki lahko imajo političnega, ampak to politično razlogovanje ne more biti temelj našega odločanja. In tako je ravnal vedno v vsaki odločitvi. Zdaj pa, da ne bom predolg in bom končal. Neki čas mi pravi, a si ti opazil, da je Markovič spremenil zakon o združenem delu. Sem rekel, vem, da je številne spremembe so in da nekako poskušajo samoupravni socializem liberalizirati. Ja, je rekel, veš, kaj je izčrtal iz zakona, med drugim. Tudi samoupravno delovsko kontrolo. In pravi, boš videl, to je bila neka sicer taka zunanja kontrola, ampak vendarle nek strah je pa povzročala. To bo zdaj začetek kraje družbene lastnine preko politično nastavljenih vodstvenih kadrov, kar se je tudi zgodilo. No in on je takrat povedal, boš videl, tudi naša slovenska oblast po Peterletu bo začela z to eliminacijo nekaterih norm, ki onemogočajo torej lastninjenje. In kaj se je zgodilo? Mi smo bili 2 zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o službi družbenega knjigovodstva. In 2-krat smo te norme v parlamentu sprejete razveljavili. 3. pa ne več, ko so spet prišli z novo novelo in skratka, šel je proces, kamor je šel. Zaključim, že kolega Jambrek je rekel, da ga zelo pogreša. Jaz ga tudi, to sem tudi napisal, gospe Miki, ki je bila pa moja kolegica na pravosodni praksi, recimo, in hčerki Bredi. Midva sva skoraj do smrti pogosto, zelo pogosto debatirala o pravu, o pravnih logiki, o politiki, o ljudeh, kam peljejo državo, družbo in ali to peljejo v pozitivno ali negativno. No, zdaj, ko smo na svobodi, bomo čez 4 leta videli, ali smo res, ali nismo in kaj nam ta svoboda prinaša. Hvala lepa za poslušanje. Ja, hvala, Tone. No, Lovro je še med nami, ne? Njegovi 2 zadnji razpravi sta zelo aktualni. On je objavil v Dignitasu in v knjigi, ki je tebi posvečena, razpravo o sorazmernosti in v Dignitasu razpravo o vladanju z odloki, kjer je on ugotovil oziroma argumentiral, da je sodba ustavnega sodišča o protiustavnih ali neustavnih odlokih, ki so sicer v skladu z neustavnim zakonom, nična. Zakaj? Zato, ker je šlo v tem primeru za nepoznavanje prava stališča z vidika ustavnega sodišča. Ustavno sodišče pač tudi je spregledalo neko temeljno
ustavno določbo, ki bi preobrnila ves izrek te ustavne določbe. Tako da on je še vedno nekako med nami, seveda v tem ožjem krogu, ne širšem, te njegove misli niso prodrle v širšo strokovno javnost. No, zdaj ta prva postava ali generacija ustavnega sodišča, vemo, da je bila v času, ko je delala medijsko in politično diskreditirana vsak dan do konca, skoraj vsaka odločba, ki tedanji oblasti te ali oni ni bila povšeči, je povzročila pravi vihar neodobravanja in kritiziranja ustavnega sodišča. Bili smo nenehno pod udarom medijev in politike, ampak hecno, there is no bad news, just name my name correctly. Danes me sprašujejo, kako to, da je bila ta zasedba ustavnega sodišča sposobna tako dobrih judikatov in tako nekog temeljnih ustavno-pravnih argumentov, ki so objavljeni v uradnem listu. No, in potem odgovorim običajno, da nismo bili kaj dosti bolj pametni ali kaj dosti bolj znanstveno podkovani in tako naprej, da to ni važno. Da je bila važna sestava in struktura tedanjega ustavnega sodišča, ki je bila v razmerju 4:4 z enim swinging vote, z enim glasom, za katerega človek nikoli ni vedel, kako bo glasoval, in ki je potreboval izjemno veliko časa, da se je konec koncev odločil. Vsi smo bili živčni, nismo ga marali, prepričevali smo ga in ustvarjali ne vem kakšne zapletene doktrinarne in praktične razloge, da bi ga prepričali, da bi dahnil svoj da. To je bil ustavni sodnik Franc Testen in njemu dajem besedo. Ti imaš zaslugo za vso kakovost. Ja, hvala. Ne vem, ali je to pohvala ali je kritika. Vsekakor to lahko rečem, da nisem čutil, da bi me ne bili marali. Jaz sem se odlično počutil in se še zdaj v tej družbi dobro počutim, tako da ne bo kakšnega nesporazuma. Je pa res, da sem se pustil malo prepričevati, da sem dahnil, da ali ne. No. Ampak zdaj, ko sem dobil vabilo na tole srečanje, sem videl, kdo vse bo tu. Nič se nismo usklajevali, kaj bo kdo povedal. To je, bi rekel, čista stališča nas, ki smo tukaj, čista improvizacija. Zaradi tega sem, ko sem ugibal, kako se tega sploh lotiti, pa da ne bo prišlo do ponavljanja, preveč ponavljanja, sem pravzaprav ugotovil, da je ta sestav iz ljudi, ki so imeli z Lovrom pač zelo različne odnose, mislim, v različnih funkcijah. Tukaj so osebe, ki so bile skupaj z njim ustavni sodniki, pa ki so bile z njim tako, da je bil on predsednik ali pa da so oni predsedovali, ko je bil on sodnik, pa osebe, ki so pač, to je bilo že do zdaj povedano, bile v nekem akademskem odnosu, znanstvenem, če tako rečem. Celo imamo tukaj njegovega študenta in jaz sem bil v nekaj teh vlogah, torej v vlogi, ko je bil on kolega sodnik, pa ko je bil tudi moj predsednik in seveda vsak od teh odnosov razkrije druge vidike osebe. Kot predsednik si eno, kot sodnik si drugo, kot akademik si tretje, kot profesor, kot študent, seveda se ve, te družbene vloge pač dajejo ton, ampak Lovro je bil z nami v toliko odnosih, da ga pač vsi več ali manj zelo dobro poznamo.
Zato sem se odločil, da bom pač jaz povedal eno izkušnjo, ki je pa z Lovrom nima noben drug od tukaj navzočih. To je bil pa odnos, ko je bil on minister za pravosodje, jaz sem bil pa predsednik Vrhovnega sodišča. To je ena čist posebna relacija, tukaj sta pač trčili sodna in izvršilna oblast. Moram reči, da ko je bil Lovro imenovan za ministra, je v sodstvu bilo čutiti določeno nelagodje. Namreč tista vlada pri sodnikih ni bila preveč priljubljena. Ampak mislim, da predvsem zato, ker v izhodišču sodstvo pri tisti vladi ni bilo preveč priljubljeno, če uporabim zelo mil izraz za to, kakšen je bil odnos predvsem, bi rekel, vodilnih, tistih, ki so dali ton tej vladi, preden so sploh prišli na oblast. Ampak Lovro je bil gospod. Takoj, ko je prišel na sodišče, je vzpostavil spoštljiv odnos do sodstva. Spoštljiv, tako kot mora biti odnos med vejami oblasti. Ni se priključil tistim, ne bom rekel, pogromom, se jih ni bilo, ampak tistim grobim, pavšalnim ocenam o krivosodju, o lenih sodnikih, o hiši sramote, pač in tako naprej in tako naprej. Niti z besedo, take besede z njegove strani ni bilo. Spoštljiv odnos do sodstva, sodništva in sodnikov. On je takoj videl seveda, da problemi v sodstvu pa so. So bili, so in bodo. In je takoj začel pravzaprav hoditi po terenu, tipati, kaj je, kaj se dogaja, sestanki s predsedniki, sestanki pri meni, pri njem, protokol sploh ni bil nikoli vprašanje, ni bil problem, da gre minister na zadnje okrajno sodišče v Sloveniji. In moram reči, od tam sem jaz dobival same pozitivne informacije. Lovro mi je povedal, da je presenečen, kakšno je znanje sodnikov, kakšno je zavzetost sodnikov, predvsem z vsemi težavami, seveda, on ni idealiziral, videl je pa, kje so problemi. In je ugotovil, da glavni problem niso neki zastareli miselni vzorci in te fantomske težave, ampak zaostanki. In tega se je takoj lotil. Pa ne, da bi iskal neke nemogoče notranje rezerve. Sodniki ne delajo 30% več pa bo red. Takoj je videl, kje je problem. On je prišel in rekel, s tem sodniki delajo dovolj, zakonodaja je taka, da se več ne da narediti, neke rezerve je, seveda sodniška služba, moram reči, poleg tega, da je zahtevna, je v določenih pogledih tudi kar udobna, to je res, ampak ne preveč, sodniki imajo normo in jo morajo izpolniti. In tega se napenjati ne da. Treba je iti v nove zaposlitve, naredil je program Lukenda, sodniki so bili rezervirani proti, kaj se zdaj prav, kaj pa minister ne, ampak potem se je izkazalo, da to je pač bila neka rešitev, poleg zakona, ki ga je že kolega Jerovšek omenil, ki je nekako zadovoljil formalno zahteve sodišča v Štrasburu, da je nastal privid, da zaostankov brez pravnega sredstva ustreznega doma ni, ampak stvar je pravno gledano urejena in zadnje čase tudi ne več samo pravno gledano, tudi dejansko, vsaj statistično so se pač razmere na sodiščih bistveno izboljšale. In to je bilo za sodstvo, za sodnike, za sodništvo zelo koristno, odločilno. Če boste danes vprašali sodnike, kdo je bil najboljši minister? Mislim, da večina, tudi tistih z najbolj zastarelimi miselnimi vzorci,
bo rekla Šturm. To je moja izkušnja s Šturmom kot predsednika sodišča s pravosodnim ministrom. Hvala, France. Štejem, da si molče sprejel kompliment, da si bil najzaslužnejši za kvaliteto sodba Ustavnega sodišča. Zdaj, tu imamo vrhovnega sodnika, bivšega ustavnega sodnika Jana Zobca. Vsi ga spoštujemo, ne samo zaradi pravnega znanja, ampak zlasti zaradi filozofskih utemeljitev in razlag tega istega sodstva, ustavnega in vrhovnega. In seveda nas vse zanima in veseli, da je vsaj en enfant terrible na vrhovnem sodišču. Hvala lepa za ta kompliment in seveda hvala lepa za čast, ki ste mi jo izkazali, da lahko delim svoje misli in spomine na profesorja Šturma z vami. Enfant terrible, morda res, ampak naj se navežem na to iztočnico. Profesor Šturm je bil večplastna osebnost. Bil je akademik, ustavni sodnik, bil je najboljši minister za pravosodje, lahko rečem vseh časov. Bil je erudit in bil je človek z veliko začetnico. Ne samo uglajen gospod, ampak tudi človek, ki si upa in ki je pripravljen za tisto, kar je prav, za popravo krivic in za uveljavitev človekovega dostojanstva žrtvovati tudi, denimo, svojo blaginjo ali pa svoj materialni položaj. Zmeraj je postavljal v ospredje človeka in njegovo dostojanstvo. In kot človek različnih področij, na katerim koli od teh področij je deloval 100% predano in svojo funkcijo vzel vselej 100% resno in odgovorno. Tako je bilo seveda tudi, ko je bil minister. Danes je že tekla beseda o tem, ampak to je bilo zdaj recimo 3-1, pa da bi nekako ravnotežil, se bom še jaz vrnil na ta čas, ko je bil minister za pravosodje in ko sem tudi jaz z njim sodeloval. Sodeloval sem v komisiji za pripravo sprememb zakona o pravdnem postopku. Ta projekt je bil del širšega projekta Lukenda. Namreč v času njegovega ministrovanja je iz Štrasbura prišla prva obsodilna in pilotna sodba zoper Slovenijo in to je bila ta zadeva Lukenda. In na to sodbo se je odzval nemudoma. Za njega je bil to znak, da mora slovenska država, slovenska oblast nemudoma se odzvati na štrasbursko ugotovitev kršitve človekove pravice, na sistemske zaostanke. No in njegov odziv je bil tudi večplasten, normativen, organizacijski in v okviru normativnega odziva je bila tudi posodobitev pravdnega postopka. Pravdni postopek je pravzaprav prevladujoč tip postopka, prevladujoča oblika postopka v sodstvu. Samo kazenski postopek je tu drugačen. V vsem ostalem, tudi seveda v upravnem sporu, prevladuje pravdni postopek. No in pravdni postopek je bil bistveno spremenjen glede nekih pomembnih institutov, ki so omogočili
po eni strani koncentrirano, hitrejše obravnavanje, brez možnosti oziroma z omejenimi, skoraj da izničenimi možnostmi za zavlačevanje. Predvsem pa na Vrhovnemu sodišču je dal vlogo precedenčnega sodišča. Vrhovnemu sodišču je ta novela prinesla to pomembno vlogo, da je postalo, pa da je lahko postalo sodišče, ki se s svojimi judikati soustvarja pravo s zakonodajalcem. Seveda to zahteva drugačno miselnost, tako vrhovnih sodnikov, kot tudi drugih sodnikov, da judikate Vrhovnega sodišča razlagajo kot precedense. No in s to novelo je bila dana možnost, da se Slovenija priključi, da ujame val ali pa recimo, da se priključi modernemu zahodnoevropskemu konceptu sodstva in seveda Vrhovnega sodišča. Poleg številnih drugih drobnih novel, ki so bile vse sprememb, ki so bile vse usmerjene v koncentracijo in pospešitev postopka, se mi zdi prav ta najpomembnejša, skupaj še s pritožbeno obravnavo, ki je onemogočila zavlačevanje s številnimi razveljavitvami. To je bil njegov velik prispevek, ki ga ljudje pravzaprav niti kaj dosti ne občutijo, oziroma ne občutijo, ne zaznajo, ne vejo odkot, vendar za utrditev vladavine prava in za utrditev sodstva je pa to ključen premik. Ključen premik je to, da je Vrhovno sodišče postalo iz sodišča, ki obravnava na stotine, skoraj da na tisoče zadev, tako rekoč tudi klišejsko, ne, kot obravnavajo to kasacijska sodišča, recimo italijansko kasacijsko sodišče, postalo nek približek modernim apelacijskim sodiščem. Seveda, to je ena stran, to je normativna stran. Tu je dal neizmeren prispevek. Vsi ministri, ki so temu sledili, so lahko šli samo še po tej poti in to v nekih malenkostih še dograjevali in izboljševali. Ampak ključen ta push, poriv v pravo smer je dal pa seveda profesor Šturm. In ponosen sem, da sem z njim v tistem času sodeloval, da sem bil član te komisije in ponosen sem na številna srečanja, tudi zasebna srečanja, pogovore, diskusije, kjer mi je seveda zmeraj nikoli ni tega pozabil povedati. Rekel, ja, res je, formalno smo uredili, dali smo tisto institucionalno, formalno okolje za razvoj slovenskega prava, sodniškega prava v pravo smer. Ampak treba je še spremeniti ta state of mind, for momentis. Zmeraj je imel v mislih, se bom rekel, Althusserja, ki pravi, struktura se, in tu se sklicuje na Lenina celo, Althusser, seveda. Struktura se obnavlja svojo strukturo, ali bolj natančno, po Leninu. Produkcija vselej zahteva ne samo produkcijo tistega, kar producira, ampak najprej same sebe, reprodukcijo, da se potem reproducira. In tu seveda, žal, profesor Šturm ni imel te
čarobne paličice, da bi spremenil tudi ta, bi rekel, forma mentis, state of mind. Zato so potrebne seveda generacije, zato je potrebno, rekli, tiho tkanje duha, zato so potrebne tudi mlade generacije, tam vidim profesorja Jerneja Letnarja Černiča, ki deluje na tem, vidim tudi druge obraze in skupaj s mlajšimi generacijami bomo te, recimo, dokončno uresničene želje in aspiracije profesorja Šturma, prepričan sem, zmogli. In povsem za konec. Nedavno sem bral knjigo Rdeči Red Notice od Billa Browderja. Izjemen človek, ki opisuje dogajanje v Rusiji. Dviga tančico nad grozotami ruske tiranije, avtokracije in daje skozi usodo Sergeja Magnitskega in sebe in drugih, ki so stali ob strani, upanje, da civilna družba to zmore. Civilna družba, ki je predana človekovemu dostojanstvu, ki je sposobna svoje materialne koristi postaviti v drug plan in za človekovo dostojanstvo konkretno tudi na svoj račun nekaj narediti, na koncu le zmore. Kot je zmogel Bill Browder s številnimi Magnitski zakoni. In tudi profesor Šturm večkrat me v tej knjigi nekako spominjal na Billa Browderja, podobno strukturiran človek, ki je povsem predan človekovemu dostojanstvu in ki gre brezkompromisno vselej na strani tistih, ki so zatirani, mučeni in ki se jim godijo krivice. In zato še enkrat hvala, da lahko govorim njemu v čast. Hvala lepa za te misli iz tvojih ust v božja ušesa. Ampak morebiti je tudi snemano, tako da bo ostalo še za širšo publiko kaj za premislek. No, Ernest Petrič, Ernest, ti si generacija Lovrota, sta se poznala res dolgo časa. Preden ti dam besedo, ne omenim še, da verjetno si najuglednejši pravnik v tej družbi. Soustvarjaš mednarodno državno pravo v Ženevi, odločaš o tem, kakšno naj bo vodilo za pravo Evropske unije in s tem naša nacionalna prava. Deloval si zadnjih nekaj let na tem razmerju med predsednikom države in predsednikom vlade, tudi z Lovrom Šturmom sta sodelovala. Povej nam kaj spominov na te čase. Hvala lepa, Peter, hvala za prijazne besede. Predvsem hvala tistim, ki so to prireditev danes pripravili. Lepo je, da se prijatelja, velikega strokovnjaka, velikega človeka in tudi velikega rodoljuba ob tej priložnosti nekako skupaj spomnimo. Ko sem poslušal vse te lepe besede, sem razmišljal o dveh stvareh. Eno bom rekel tako bolj za šalo, ne me vzeti resno. Rekel sem si, presneta reč, ravnotežje, in Lovro je res bil nek zagovornik ravnotežja, vedno iskanje nekega ravnotežja, ker je na ustavnem sodišču velika potreba in velika modrost. In moram reči, da včasih je te modrosti tudi zmanjkalo, ampak v glavnem, kot sem slišal tudi danes, Lovro se je za to prizadeval, tudi sam sem se vedno za to prizadeval, moram kakšno pričo tlele, uravnoteženost, to je na nek način neka modrost prava, najti
zato da se ustvarja v družbi mir, da se zagotavlja pravičnost, da se naredi s tem, da priznaš neko pravico nekomu, velika škoda drugemu in tako naprej, proč od pozitivizma, čeprav ne čisto proč, kajti če greš čisto proč, pa postane vprašanje strokovnosti. Tako da treba tudi tu imeti neko pravo ravnotežje. No, ampak, ko sem poslušal vse to, sem si pravzaprav nekako zamišljal, kot da Lovro sedi tule med nami, da bi bilo lepo, če bi bil zraven in naj rečem, mogoče tule, zdaj gospodu Letnarju Černiču, da bi izid knjige Liber Amicorum, ki bo v kratkem, lahko bil tudi en povod za neko podobno srečanje, kot je tole današnje na fakulteti, Peter, kjer bi se res pogovarjali tudi v bolj strokovnem smislu v zvezi z našim pokojnim prijateljem. Jaz sem Lovra predvsem videl v treh svojstvih. Kot strokovnjaka, kot rodoljuba in kot človeka. Tisto, ko sem prej rekel, da bom mogoče malce šaljivo iskal ravnotežje, sem si rekel, Presneta, reče pa kakšna taka stvar, ki je negativna, da jo omenim, tako da bo malo ravnotežja. Zdaj, žal, nisem uspel. Nič nisem najdel tazga, kar bi lahko rekel. To je pa za ravnotežje na drugi strani. Vaga čisto v to smer. Jaz sem par let starejši od Lovra, če zdaj najprvo rečem par besed o njem kot strokovnjaku. Na fakulteti se nisva srečala, ravno to, ki je bilo razlike, da sem jaz par let pred njim diplomiral, par let pred njim doktoriral in tudi potem šel v drugo smer. On je šel v notranje pravo, če se zelo poenostavljeno izrazim. Jaz sem zaplaval v širni svet, mednarodno pravo. Moram reči, da malce tudi zavestno, pa nočem zdaj načenjati kakšno debato, ampak toliko sem bil že bister, ko sem končeval študij na pravni fakulteti v Ljubljani in imel štipendijo republiškega tožilstva takratnega, da sem nekako ocenil, da bom težko opravljal funkcijo tožilca v tistih časih in sem se za tisto štipendijo zahvalil, jo vrnil in se zaposlil na Inštitutu za narodnostna vprašanja z dogovorom, da se bom ukvarjal z mednarodnim pravom. To se mi je zdelo, da je nekako za moje mentalno zdravje in tudi za karakter nekako zdravo in manj naporno. Ampak z Lovrom sva se včasih srečala, sva kakšno besedo tudi spregovorila, zlasti zadnje čase, ko sem bil na Ustavnem sodišču, ko sem bil v Ljubljani in tudi potem, zdaj zadnjih par let. In moram reči, da vedno me je prepričeval z nekaterimi značilnostmi, lastnostmi, ki sem jih čutil, brez da bi jih posebej obravnavala. To je bil premočrten človek. To je bil človek, ki je povedal, kar je mislil, ki ni iskal kakšnih koristi, ki je tisto, kar je rekel, za tem je v glavnem stal. Včasih je malo težko začem stati, ampak on je bil zelo dosleden v tem. Bil je pravzaprav nek strokovnjak, na katerega sodbo in mnenje si se lahko zanesel. In kot taka so tudi njegovi teksti, njegova ločena mnenja. Ene par sem jih pogledal, ker ko sem prišel na Ustavno sodišče, potem, ko pravzaprav sem bil dolga leta odmaknen od notranjega prava, sploh od kazenskega in tako naprej, pa še posebej, je bilo treba seveda veliko prebrati, veliko preštudirati, če se nisem hotel smešiti na sejah Ustavnega sodišča. Jaz upam, da bo Jan rekel, da se nisem ravno prevečkrat osmešil, kajti moj svet prava je bil drugačen. Ampak trudil sem se in sem, mislim, da nekako srečno zvozil. Pri tem moram reči, se spominjam nekaterih Lovrovih pisanj in kot rečeno, njegova logika je bila jasna, njegov pristop je bil dosleden, korekten in premočrten in tak je bil tudi v življenju. In zdaj prihajam k drugemu vidiku njegove osebnosti, rodoljub. Lovro je bil rodoljub par excellence. Ni bil noben šovinist,
Ni bil nič sovražno nastrojen do teh, do onih, do tretjih in tako naprej, ampak bil je čvrst Slovenec. Brez da bi to na veliko razglašal, čutil si, da imaš tu opravka z nekim človekom, ki je del tega našega sveta. Tudi v povezavi z njegovim strokovnim delom je bil premočrten, ampak tudi vedno toleranten. On ni vzel drugačno mnenje za sovražnost, ampak se je zelo čvrsto zoperstavil drugačnemu mnenju, saj moja izkušnja je bila taka z njim, z argumenti, ampak tudi s pripravljenostjo razumeti, da morda nima prav. No in zdaj pridem na zadnje, kar pa se mi zdi skoraj najbolj pomembno. Človeškost. Gospa Šturm, tako se vaju spominjam, vas in vašega soproga, ko sta bila na raznih prireditvah, drug ob drugem, tak čudovit par, kakršne v teh časih, ko je vse postavljeno na glavo, bolj redko vidiš. Prav za nekakšen vzgled sta mi bila. In v tem smislu sem videl tudi Lovra kot nekega dobrega, plemenitega, ljubečega človeka. In sem tudi na nek način zelo hvaležen, da ste vi se odločili, da nam omogočite to današnje spominjanje na našega prijatelja, v določenih vidikih tudi našega vzornika. Počasi bom zaključil, ker ne želim ponavljati vsega tistega, kar je bilo tu rečeno. Res je, vse, kar sem tu danes slišal, je res, se s tem strinjam. Vse to so lepa priznanja našemu prijatelju, ki nas je predčasno zapustil, ki je veliko storil za to našo lepo domovino, za slovensko pravo in ki bo ostal, upam, da to lahko rečem, nam vsem v izjemno lepem spominu. Hvala lepa, Peter. Hvala, Ernest. No, malo upravičilo vendarle vsem tistim, ki niso čisti stroge upravno-pravne in ustavno-pravne stroke in ki so iz krogov, ki so bili prav tako zelo blizu Lovru. Naj omenim Novo revijo, imamo naše prijatelje iz tega kroga, iz kroga Katoliške cerkve, profesor Stres, upam, da bo vzel besedo, in nekaj, kar je meni še posebej osebno blizu, to je klasična izobrazba. Klasična gimnazija v Ljubljani, kjer je bil Lovro pred mano 2-3 leta, se ne znam točno spomniti. Peter, povej nekaj, par besed o teh časih, ki smo jih preživljali na Ranki, klasični gimnaziji. Hvala lepa, imam ga v spominu kot odličnega učenca, bil je zelo izobražen, že takrat je govoril vrsto jezikov, bil je načitan in tudi kasneje, ko smo se srečavali ob raznih obletnicah, je bilo zelo prijetno se pogovarjati z njim. Mislim, da ga bomo tudi mi, njegovi sošolci iz gimnazije, pogrešali. Profesor Stres, ne vem, kje je, med nami, izvolite. Mislim, da morate eno besedico povedati. Z veseljem, ja, hvala lepa za besedo. Torej, očitno je, da pričakujete, da še nekaj omenim, njegov velik prispevek za eno področje človekovih pravic, ki nikakor ni zanemarljivo. Če upoštevamo, sicer ne vem, sem veliko časa porabil, da bi našel, kdo je avtor te prispodobe, pa nisem mogel odkriti, da je verska svoboda lakmusov papir za spoštovanje človekovih pravic v neki družbi. To marsikdo ponavlja, ampak kdo je pa to prispodobo prvi uporabil, pa mi še ni uspelo to najti. Ampak vsekakor tega se je pokojni profesor Šturm zelo zavedal in zakon o verski svobodi, ki je ravno bil sprejet v času, ko je bil on
minister in je tudi glavni pisec tega zakona, je sodoben zakon, kjer je resnično zelo dobro poznal ustavno, pač pravno prakso in to področje, ki ga pri nas niti ne znamo prav poimenovati, ko pravijo Nemci, Kirchenstaatsrecht, se pravi pravo med državo in cerkvijo, se pravi to področje, je on sam veliko študiral, se s tem seznanjal in je potem tudi napisal ta zakon, ki je bil, kot se verjetno spomnite, tarča zelo mnogih kritik, ki so ga skušali razveljaviti celo, ampak je na koncu dobil ta zakon potrditev, ko je bil predsednik Ustavnega sodišča gospod Petrič, je ta zakon dobil svojo potrditev tudi na Ustavnem sodišču kot zakon, ki v ničemer ne nasprotuje slovenski ustavi in kar torej pomeni, da nasprotovanje temu zakonu nikakor nima ustavno-pravne podlage, ampak jih ima kvečemo lahko iz ideoloških in drugih nazorov, ki pa za državo ne morejo biti odločilni in relevantni. Torej tukaj mu vsa verujoča skupnost v Sloveniji dolguje veliko priznanje in zahvalo za to, da se je s pomočjo tega zakona stanje na tem pomembnem področju normaliziralo in tudi postalo primerljivo z drugimi ureditvami v drugih sodobnih demokratičnih državah. Ne samo to, tudi kot član Ustavnega sodišča, kot predsednik Ustavnega sodišča je v mnogih zelo pomembnih zadevah in odločitvah prispeval k pravični rešitvi, od poprave krivic in vseh drugih podobnih zadev. Se vemo, kako je to v preteklosti bilo in gospod Šturm je tukaj bil res človek, na katerega smo se lahko zanesli, mu zaupali in vedeli, da bo poiskal in našel tudi, včasih tudi malo spretno, našel tisto rešitev, ki bo najbolj ustrezala človekovim pravicam. Torej, in verjamem in se tudi trudimo, da bi ta spomin na njega kot tistega, ki se je boril za celovito spoštovanje človekovih pravic in to tudi na področju verske svobode, da bo ta spomin in ta hvaležnost trajna v našem okolju. No, izraz tradicija v slovenščini bi rekli je izročilo, se pravi izročamo nekaj. Ne? V tem primeru izroča profesor Lovro Šturm, profesor ustavnega prava in upravnega prava, preko vseh teh, ki ste danes kaj povedali o njegovem delu, njegovih dosežkih, sporoča današnji generaciji, ne? In upam tudi prihodnjim generacijam Slovencev nekaj pomembnih misli, dosežkov, ki naj ne ostanejo pozabljeni. Zdaj upam, da bo vendarle tudi Liber Amicorum Lovro Šturm ugledal ta knjiga Luč dneva in konec koncev tudi morebiti par tednov ali kakšen mesec zamude pri izdaji, ki bi bila cena za to, da vključimo v to knjigo avtorizirane ustne prispevke v živo z današnjega srečanja, ne bi bile odveč. Se bomo potrudili na Novi univerzi, da bi to vendarle na ta način tudi dopolnili, da bi vse te misli ostale ne samo med nami, ampak da bi tudi postale obče
premoženje slovenskega naroda. Gospa Breda, prosim. Ja, hvala spoštovanemu omizju za vse vaše spomine in besede. Imam pa neko vprašanje za vas. In sicer leta 1992 je bil čas, ko sem si jaz dala narediti osebno izkaznico. Seveda sem takrat očetu rekla, da jaz pa ne želim, da mi vzamejo prstni odtis v tem primeru. Rekel je, pritoži se na Ustavno sodišče. In zdaj nekateri med vami ste takrat o tem odločali. Na dolgi rok je bila posledica odločitve Ustavnega sodišča, da prstni odtis za osebno izkaznico ni bil več potreben. Zdaj, po 30 letih, leta 2022, smo dobili osebno izkaznico, ki vsebuje cel kup podatkov. Čip z biometričnimi podatki, fotografije in prstnih odtisov, QR kodo, digitalno potrdilo, zdravstvene podatke, saj je predvidena tudi kot kartica zdravstvenega zavarovanja. Moje vprašanje za vas je, kakšno je vaše mnenje o biometrični osebni izkaznici Republike Slovenije? Hvala. Odlično, da smo končali tudi z vprašanjem. Vemo, poznamo to zadevo zelo dobro. Jaz mislim, da je najbolj kompetentna oseba za to, da poskuša odgovoriti in dodati še kakšno svoje splošno mnenje in komentar. Tone Jerovšek. Ja, jaz razen tega, kar je gospa Breda povedala, ne vem vam povedati. Odgovor moj je samo ta, da verjetno bodo potrebni za spremembo tega in za ukvirjanje v to, kar še varuje človekovo osebnost, novi kolesarji, z nekimi drugimi ljudmi, če v parlamentu tega ne dosežemo. Sicer pa, če sem že dobil besedo, bi pa naredili grozljivo napako, zdaj vidim, da smo že res stari, če ne bi omenili epohalnega dela ustavnega komentarja, ki ga je uredil, pisal, zbral 31 udeležencev ali pa piscev, profesor Šturm. To je najobsežnejše pravno delo na Slovenskem, odkar Slovenci obstajamo. In koliko dela je vložil fakulteta pod takratnim dekanom dr. Jambreka, pa je financirala to zadevo tako, da je bil potem še dopolnjen in se bo verjetno še kdaj dopolnjeval. Torej, to je delo, ki je vzor evropskemu pravnemu prostoru ali pa lahko sledi, kakršnega mnoge države sploh nimajo, razen Nemci, ki jih imajo 100. Pa še eno stvar bi povedal. Zakaj je bil profesor Šturm tako učinkovit? On ni veliko govoril, bomo ustanovili komisijo, bomo proučili, bomo to delali. Neko večer me kliče po telefonu pa pravi, napiši mi spremembe zakona o upravnem sporu, saj si ti vodil tisto skupino, ko je bil Drnovšek predsednik. Ja, sem rekel, čak, to moramo zbrati eno ekipo. Ja, je rekel, kar povej koga, jaz sicer že imam tule 3 imena. In sem vprašal, kar tak zvečer, ja, kaj pa je narobe z tem zakonom? Ja, vi ste takrat na široko odprli pravna sredstva, pritožbo na Vrhovno sodišče, kar pa je zabasalo Vrhovno sodišče in zadeve so na slabšem, kot so bile, ker jih je treba zožiti. No, in smo jih zožili, ne? In prestavili iz Vrhovnega sodišča na Upravno sodišče. Nekateri pravniki so se zgražali, ja, kako ste pa zdaj tiste zadeve, ki so že na Vrhovnem sodišču dali nas dol, ampak nič ni bilo posebnega. Skratka, pa še en dogodek bom povedal. Teden dni prednje je šel v bolnico, me je ob enih, midva se včasih govorila tudi ob 11. zvečer, poklical in pravi, veš kaj, kako daleč pa lahko seže načelo prostega preudarka, diskrecije. Ja, zakaj pa rabiš? Pravi, zaradi tega, ker tlele se zgovarjajo na nekem organu upravnem,
da ne morejo odločati po diskreciji, čeprav jaz vidim, da je diskrecija izrazito dana. In sem rekel, seveda je. In potem sva pol ure govorila, potem me pa čez 3 dni pokliče pa pravi, veš, zdaj je pa ta stranka že zagrozila, da nimamo prav in je rekel, kar sklicujte se na te ljudi. In so rekli, bomo upoštevali. Hvala lepa. Ja, naše gostiteljice očitno ne nasprotujejo temu, da bi jaz zaključil to razpravo, bogata je bila, polna sijajnih idej in da domnevam, lahko nadaljujemo v bolj neformalnem vzdušju in načinu v tej kavarni z kozarčkom in naj traja še ta pogovor nekaj časa. Hvala.